Danes si bomo pogledali nekaj pravil za računanje z logaritmi in kako so sploh logaritmi definirani. Recimo, če vemo, da je 2 na 3 enako 8, to je v bistvu neka eksponentna enačba oziroma potenca, vrednost potence, kako dobiti tole trojko? To trojko dobimo s pomočjo logaritmov in sicer zapišemo tako. Logaritem, to, kar je pri potenci osnova, se pojavi osnova tudi pri logaritmu, ta številka je pa zapisana tukaj. In preberemo, logaritem 8 z osnovo 2 je 3. Zato, ker je 2 na 3 enako 8. Ali pa recimo 3 na kvadrat je 9, tudi to lahko zapišemo z logaritmi. In sicer bi rekli, da je to logaritem števila 9 z osnovo 3. Se pravi, to je tukaj, osnova ostane osnova, je potem enako 2, ker je 3 na kvadrat 9. Najbolj pogosta je ta povezava, da je logaritem 100 z osnovo 10 enako koliko? V bistvu iščemo 10, če je to x, potem mora biti 10 na x enako 100. Zdaj 10 na koliko je 100? 2, se pravi, to je 2. Če bi imeli recimo logaritem 1000 z osnovo 10, koliko je? Zopet lahko rečemo, to je nek x, torej 10 na x enako 1000. In zdaj 1000 vemo, da je 10 na 3 in iz tega brez težav ugotovimo, da mora biti x enako 3. To je pravilo, kaj sploh logaritem je. Koliko je potem logaritem od 4 na 5 z osnovo 4? To je torej x in se vprašamo, 4 na koliko je 4 na 5? Na koliko? Na 5. To je torej 5. To pomeni, da tudi če imam logaritem od x na 3 z osnovo x, to je zopet neka številka, ko še ne vemo, koliko je, x na nekaj, torej to na to, je x na 3. Koliko je potem tukaj noter številka? 3. Koliko pa je logaritem od 1 z osnovo 7, recimo? Zopet spremenimo to v eksponentno enačbo. 7 na nekaj je 1 in zdaj razmišljamo 7 na koliko je 1? Ja, na nič. Karkoli na nič je vedno 1, se pravi, je to rezultat nič. A bi lahko bilo to število negativno število? Torej število manjše od nič. Recimo, da imamo logaritem od -4 z osnovo 2. Ok, to je nek x. To pomeni, da mora biti potem 2 na x enako -4. Ali je lahko 2 na x negativno število? Ne more biti. Ker če damo 2 na karkoli, če damo na neko številko je itak pozitivno, če damo na nič je 1, če damo recimo na -2, je to 1 omnoženo z 2 na 2. To je 1/4, ampak to je še vedno pozitivno. Tudi če damo 2 na -100, je to 1 omnoženo z 2 na 100. To pomeni vedno pozitivno število. In to pomeni, da ko imamo mi zapisan logaritem, logaritem a z osnovo b je nek c, mora biti ta a vedno večji od nič. Tudi ta b ne sme biti negativen. Se pravi, tudi b mora biti večji od nič. Sedaj smo razložili to prvo pravilo, se pravi, kaj je sploh logaritem y z osnovo a. To je x, takrat ko velja, da je a na x enako y. Kaj pa, če imam jaz zapisan logaritem nekega števila a z osnovo 10? Se pravi, če imam
10 osnovo, rečemo, da imamo desetiški logaritem in po dogovoru lahko to napišemo samo kot logaritem a, brez desetke. Podobno kot napišemo kvadratni koren iz 4 kar koren iz 4 in vsi vemo, da je to kvadratni koren. Recimo tretji koren ne smemo spustiti. Vedno zapišemo, medtem ko kvadratni koren lahko spustimo. Tako lahko v primeru, če imamo desetiški logaritem, namesto osnove 10 pustimo kar prazno. In ta desetiški logaritem imamo tudi na vseh kalkulatorjih. Če bi zdaj imeli recimo račun, logaritem od 0,1. Zdaj 0,1 je lahko, to je pozitivno število. To lahko zapišemo drugače takole. Logaritem, vemo, da je osnova 10, ker nič ne piše, 0,1 je pa 1/10. Oziroma, to bi lahko zapisali kot 1/10 je 10 na -1 z osnovo 10. In to je naš x. Zdaj se vprašamo, 10 na koliko je 10 na -1 in ugotovimo, da je x enak -1. Ali pa recimo logaritem od koren iz 10. Zopet, mi vemo, da je osnova desetiški logaritem, se pravi 10, koren iz 10 pa lahko napišemo kot 10 na 1/2. In zdaj 10 na koliko je 10 na 1/2, vemo, da je to 1/2. Lahko si pa zopet rečemo, da je to x in potem zapišemo 10 na x je 10 na 1/2 in vidimo, da je x enako 1/2. No, poleg desetiškega logaritma pa imamo še en poseben logaritem. To je pa tako imenovani naravni logaritem. Naravni logaritem ima za osnovo naravno število e. To je podobno kot število pi neka konstanta. Če je število pi 3,14 pa se nadaljuje, je število e naravno število 2,71 in tako naprej. Pač neko število. Definirano, neskončno, iracionalno. Tukaj smo napisali samo 2 decimalke, v resnici jih je neskončno. In če imamo mi logaritem x z osnovo e, lahko to napišemo takole. ln od x. Se pravi, kadar ima logaritem za osnovo naravno število e, takrat je to kar naravni logaritem. In zdaj imamo recimo mi naravni logaritem od e na 3, pa se spomnimo, to je v bistvu logaritem z osnovo e od e na 3 in zdaj e na koliko je e na 3, to je 3. Eto, in imamo rezultat. Ali pa recimo, koliko je naravni logaritem od 1? To je logaritem od 1 z osnovo e, to je nek x. In e na x mora biti 1. Na koliko? Karkoli na nič je 1, to pomeni x je nič. Velja pa za računanje logaritem še nekaj pravil. Najprej tole. Tukaj imamo zapisano pravilo vsote. Recimo, da imamo logaritem od 10, pa zdaj zapišemo z osnovo 10, plus logaritem od 100 z osnovo 10. Logaritem od 10 z osnovo 10, se pravi 10 na koliko je 10, to je rezultat 1. In 10 na koliko je 100 je 2. In to je vse skupaj 3. Ampak to bi dobili isto, če bi to desetko in to stotko na začetku med seboj zmnožili in napisali takole. 10 krat 100 z osnovo 10. To je potem logaritem od 1000 z osnovo 10 in 10 na koliko je 1000 na 3. To je naše pravilo vsote. Poglejmo še nekaj primerov v praksi. Recimo, da imamo logaritem od 25 plus logaritem od 4. Zdaj, koliko je logaritem od 25?
Vemo, da bi tukaj mogla štati številka 10 in zdaj se mi sprašujemo 10 na koliko je 25. Jaz ne vem. Vem, da je 10 na 1 10, vem, da je 10 na 2 100, se pravi nekje med 1 in 2. Tudi tukaj ne vemo, koliko je. Ampak po pravilu lahko mi to zapišemo kot en logaritem. Napišemo logaritem, osnovo isto in te dve številki, ta x in ta y med seboj zmnožimo. 25 krat 4. In je to logaritem 100 z osnovo 10. Koliko je to? Logaritem 100 z osnovo 10, vemo, da je točno 2. 10 na kvadrat je 100. To je pravilo vsote, a ne? Se pravi, logaritma, če dva logaritma seštevamo, je to isto, kot da bi pač te vrednosti x in y med seboj zmnožili. Seveda gre tudi v drugi smeri. Recimo, da imamo tako. Logaritem od 8 krat 4, pa imam osnovo 2, recimo. Zdaj, jaz lahko to zračunam. 8 krat 4 je 32. In 2 na koliko je 32? 5. Lahko bi pa to zapisala kot vsoto, se pravi, je to logaritem od 8 z osnovo 2 plus logaritem od 4 z osnovo 2. Logaritem od 8 z osnovo 2 je 3, plus 4 z osnovo 2 je 2 in pride rezultat 5. Se pravi, kadar imamo vsoto logaritmov, lahko to zapišemo kot produkt. Če pa imamo tukaj gor produkt, pa to lahko zapišemo kot vsoto dveh logaritmov. Okay, sedaj že vemo, kaj sploh logaritem je. Poznamo pravilo vsote, zdaj si pa pogledamo pravilo razlike. Recimo, če imam logaritem 25 z osnovo 5 minus logaritem 1 z osnovo 5. Po eni strani lahko to zračunamo vsakega posebej. To je 25 z osnovo 5 je 2, logaritem 1 z osnovo 5 je pa nič in je to rezultat 2. Lahko pa po tej formuli to zapišemo kot logaritem, pa te dve številki delimo z osnovo 5 in je to logaritem 25 z osnovo 5 in je to isto kot 5 na kvadrat je 25, se pravi, je to 2. Ali pa recimo imamo logaritem 9 z osnovo 3 minus logaritem 81 z osnovo 3. To vemo, da je 3 na kvadrat je 9, se pravi, to je 2. 3 na 4 je pa 81, zato to je 4 in je rezultat minus 2. Lahko bi pa po tem pravilu to zapisali kot logaritem 9 polomljeno z 81 z osnovo 3. 9 polomljeno z 81 lahko še pokrajšamo, pa dobimo logaritem 1 polomljeno z 9 z osnovo 3 in to je x. In zdaj, 3 na x je 1/9, 1/9 je isto kot 1 s 3 na kvadrat, to je 3 na minus 2 in res dobimo, da je x enako minus 2. Pravilo razlike. Se pravi, pravilo vsote ali pa produkta tudi rečemo, pravilo količnika, pravilo razlike. No, potem imamo pa tole pravilo. Tukaj pa vidimo, da je v logaritmu, v vrednosti logaritma napisana še ena številka n. Recimo takole. Logaritem od 10 na 3, pa dajmo z osnovo 10. In tukaj piše pravilo, da to številko, ko piše v zgori, napišemo v spredi in to prepišemo. In logaritem 10 z osnovo 10, to je 1 in 3 krat 1 je 3. Se pravi, poglejmo, če je to res 3, je seveda je, ne? Če bi zapisali, da je logaritem od 10 na 3 z osnovo 10 enako x, potem je to 10 na x je 10 na 3 in res ugotovimo, da je ta x enako 3, kar je rezultat. Recimo, če bi imeli logaritem od
25 na 4 z osnovo 5. Po pravilu lahko to stopnjo, ki je tukaj, zapišemo v spredje. In druga prepišemo. To pa znamo zračunati. 5 na koliko je 25? To je 2. Zdaj imamo 4 krat 2, rezultat je 8. Poglejmo si še eno pravilo. To je pa v bistvu dajanje logaritmov na drugo osnovo. Logaritem, kako damo logaritem na novo osnovo? Nova osnova. V kakšnem primeru nam to pride prav? Recimo, če imam jaz logaritem od 27 z osnovo 9. Jaz torej iščem 9, na koliko je 27. Zdaj, lahko bi to naredila tako. 9 je v bistvu 3, če je tole x, 3 na kvadrat na x, 27 pa je 3 na 3. To pomeni, to lahko zapišemo kot 3 na 2x, to dvoje pomnožimo, je 3 na 3 in iz tega dobimo, da mora biti 2x enako 3, kar pomeni, da je x enako 3 polovice. To je en način. Lahko pa zapišemo za novo osnovo. Ker jaz vem, da sta 27 in 9 obe potenci števila 3, bom uvedla novo osnovo, to bo 3. 27 z osnovo 3, polomljeno z logaritem 9 z osnovo 3. In zdaj izračunam. 27 z osnovo 3, se pravi 3 na koliko je 27, 3, 3 na koliko je 9, 2 in imam takoj odgovor. Lahko bi pa to isto vrednost izračunala s pomočjo kalkulatorja. Ampak to, kar je problem, je to, da imamo tukaj samo log pa ln. Se pravi, imamo samo dva logaritma. To je logaritem z osnovo e in logaritem z osnovo 10. Nimamo pa logaritma z osnovo 2, 3 in tako naprej. In kaj bomo zdaj naredili? Če imam jaz logaritem 27 z osnovo 9, lahko to napišemo tudi na osnovo 10. Kako? Ja, piše, da samo uvedemo novo osnovo. In potem napišem količnik, se pravi bo v zgori desetiški logaritem od 27, pa desetiški logaritem od 9. Zdaj, tukaj mi niti ni treba, napišem samo logaritem 27, polomljeno z logaritem 9. In bomo zdaj to vtipkali in videli, ali res pride rezultat 1,5. Pa poglejmo. Se pravi, logaritem od 27, se moramo dati zaklepaj, deljeno z logaritem od 9. Pa tudi dajmo zaklepaj in dobimo odgovor 1,5. Lahko bi pa dali ta isti račun tudi na osnovo e. Bi izgledalo pa takole. Se pravi, to je zdaj logaritem 27 z osnovo e, polomljeno z logaritem 9 z osnovo e. Ampak mi vemo, da je logaritem z osnovo e naravni logaritem. Se pravi, to ln 27 polomljeno z ln 9. Kako to vtipkamo? Se pravi, zdaj pa ln od 27 deljeno z ln od 9 in dobimo prav tako odgovor 1,5. Eto. In zdaj, katerikoli logaritem moramo izračunati, si lahko pomagamo s tem, da spremenimo v desetiški ali naravni logaritem. Recimo, če bi imeli logaritem od 64 z osnovo 5, pojma nimamo, koliko je to, ker to je v bistvu 5 na koliko je 64, ne moramo dati na isto osnovo in zato ne moramo rešiti te eksponentne enačbe, ampak če uvedemo novo osnovo, pa rečemo, da je to logaritem 64 polomljeno z logaritem 5, pa to lepo s kalkulatorjem poračunamo, lahko torej desetiški logaritem ali pa, če bi dali logaritem
Naravni logaritem je 1,96. Samo vtipkamo na 2 decimalki, imamo rezultat. Tako. Zdaj smo pogledali vsa pravila, to smo pa že prej povedali, kaj je to desetiški logaritem in kaj je to naravni logaritem. Eto. In s temi pravili zdaj lahko mi rešujemo poljubno enačbo z logaritmi.